Stanka Hrastelj, Brežičanka po rodu, je svojim prvim romanom Igranje navdušila tako kritike kot splošno javnost. Roman Igranje so sicer intimne reminiscence junakinje, ki ima ljubečega moža, po izgubi službe pa nenadoma preveč prostega časa. Ja, če rečemo, da je tema knjige shizofrenija, potem lahko rečem, da sem to temo uporabila že pri svoji drugi pesniški zbirki, Gospod, nekaj imamo za vas. Potem je pa nastal, recimo temu, prozni podaljšek te zbirke. Roman je sicer ves čas na tankem robu med tragičnim in komičnim in je nekakšna rentgenska slika shizofrenije in slogovno-filigranska garancija za bralski užitek. Ja, zgodba govori precej o odnosih, da ne bom govorila samo, kako govori o ljubezni. Glavna junakinja je Marinka, mlada, dokaj uspešna, relativno uspešna ženska, stara približno 30 let, ima ljubečega moža, ampak na začetku romana izgubi službo. Potem gre skozi obdobje iskanja službe, službo končno dobi, ampak jo ne osrečuje, ampak jo spravljajo v depresijo in potem se ta depresija samo poglablja in na koncu celo dobi diagnozo shizofrenijo. Stanka Hrastelj je za roman Igranje prejela nagrado Modra ptica, ki jo podeljuje Mladinska knjiga. Nela Malečkar, urednica knjige in predsednica žirije, je roman ocenila takole. Medtem ko glavna junakinja igra normalnost, se pisateljica mojstrsko igra z besedami. Roman združuje to, kar smo iskali z natečajem Modra ptica – komunikativnost in literarno kakovost v eni knjigi. Ja, nisem ciljala na nagrado, ampak to še ne pomeni, da si nisem želela. Tako kot vsak, ki je poslal svoj roman na natečaj, si želel, kot sem si tudi jaz želela tega. In ko sem jo dobila, sem bila srečna kot mala mravlja, no, to priznam. Veliko mi pomeni. Ne samo v materialnem smislu, ampak tudi zaradi tega, ker me zdaj več ljudi pozna kot pisateljico in mislim, da je tudi več možnosti, da bodo mojo knjigo brali. Sicer pa je naša sogovornica pred romanom Igranje izdala še dve pesniški zbirki. Ja, poezija je tisto, kar je meni pisano na kožo in veliko več berem poezije kot proze. Ampak saj ta proza, ki sem jo zdaj dala od sebe, je precej pesniška. Moj pristop k pisanju je bil popolnoma pesniški, ampak kaj čemo, včasih tudi stvari, ki so poezija, dobijo zunanjo podobo nečesa drugega in to je najbolj pošteno reči, da je roman. Med drugim pa je bila Hrasteljeva tudi med nominiranci za Lirikonov zlat za vrhunski revijalni prevod poezije. Ja, tu pa tam prevajam iz hrvaškega jezika, predvsem tudi iz ostalih jezikov bivše Jugoslavije. Ja, prevajanje je zelo natančno branje. Nobeno branje mislim, da ni tako precizno, kot je ravno prevajanje. In tudi mi da veliko novih navdihov. Ampak kaj pa laže, kaj je teže? Še vedno se mi zdi, da je teže ustvariti. Kako ti ustvariš iz sebe. Ko pa prevajaš, pa že imaš matrico, že imaš neko osnovo, ki jo moraš potem seveda tudi s pomočjo svojega lastnega avtorskega dela, ampak samo predeluješ nekaj, kar je ustvaril nekdo drug. Hrasteljeva pa je tudi predsednica kulturno-umetniškega društva Liber s sedežem v Krškem. Kult Liber je društvo, ki se ukvarja prvenstveno z literaturo, doma smo v Krškem in želimo literaturo oziroma literarno življenje razširiti, poglobiti in spraviti na čim višji nivo v našem Krškem, tako lahko rečem. In lahko se tudi pohvalim, da smo pri tem zelo uspešni, da imamo precej dobre projekte in krasne goste. Zadnji od gostov je bil ravno Novomeščan Damjan Šinigoj 2 dni nazaj in naredil je posebno atmosfero, to lahko rečem. Knjigo Igranje pa naša sogovornica trenutno predstavlja po večjih knjigarnah v Sloveniji.